Miša, ali grešimo, če letos gledamo Evrovizijo na YouTubu ali pa kakšnem drugem kanalu? Ja, grešimo ne, ampak kje drugje pa skoraj ne bomo mogli gledati. Jaz sem najprej mislila, da mogoče na hrvaški televiziji, verjetno bojo zatemnili, tako da nam ostane YouTube. Ne, to ni isto, seveda ne najbolj, jaz najraje sem gledala to v živo, ker je to špektakel, ker moraš biti na licu mesta, da veš, kako gradijo oder in vse to. Ampak letos verjetno druge možnosti nimamo, tako da tudi, če grešimo, ne po lastni krivdi. Zdaj, nekateri politiki, med njimi Jernej Vrtovec iz NSI-ja, je recimo dejal, da je napaka, da Slovenija letos ne sodeluje na Evroviziji. Kaj praviš ti? No, jaz absolutno mislim, da bi že lani morali ne sodelovati, da je to en redkih edini način, ki ga imamo, da s tem dodatno pokažemo, kako se ne strinjamo z vojno, kako se ne strinjamo s hudimi kršitvami mednarodnega prava in da s tem pokažemo tudi solidarnost do tega ubogega ljudstva, tako da tale gospod si bom pač tudi on na YouTubu verjetno pogledal. Oziroma vodstva RTV Slovenija je to odločitev sprejelo zaradi sodelovanja Izraela. Na prireditvi in, kot si že dejala, televizija ne bo prenašala Evrovizije. V tem tednu bo poseben program, torej glasovi Palestine. To se mi zdi imenitno, da s tem še poudarimo, zakaj nismo letos člani oziroma navzoči na Eurosongu in da podpremo ta narod, ker sem rekla, da pač je to tudi eden od načinov, kako opozorimo, da narod je, da narod biva, da ga ne moremo spregledati in da je to edini način, da lahko sočustvujemo in pokažemo, kako živijo. Ta odločitev je zelo vplivala v tujini, kar nekaj medijske pozornosti je bilo. Si ti dobila kakšen odziv od kolegov iz tujine, morda z EBU-ja? Iz EBU-ja ne, z njimi sem si dopisovala lani, dobila nobenega konkretnega odgovora, razen izmikanja, da so pač nevtralni in oni raje imajo seveda projekt in se izmikajo z nevtralnostjo. Drugače pa so zelo, kako bom rekla, zelo izmikajoči pri odgovoru, bog ne daj, da zahtevaš kakšne bolj konkretne. So pa fani, te ljubitelji so se pa pritoževali, verjetno tudi pri nas, vidim tudi na socialnih omrežjih, kako zelo si pač želijo gledati to prireditev, ampak pač, odločitev je. Ti govoriš o tem, da si lani, ko si še bila ta pobuda, da se Izrael izključi. Lani bi lahko že Slovenija rekla ne. No. In ti si takrat v bistvu že pisala, kaj si jim napisala, kaj si jih spraševala? Kakšna so njihova načela, da verjetno velike škode ne bi bilo, če bi enkrat odpadla prireditev, da bi s tem res lahko pokazali neko solidarnost, res lahko izkazali svoje stališče do vojne in do genocida. Ampak, se pravim, dobila sem nek pavšalen odgovor o nevtralnosti, za katero se pač EBU skriva. Ti si bila v eni, mogoče prestižna funkcija znotraj Radiodifuzne zveze EBU v posebnem odboru prav za... Ja, referenčna skupina se to imenuje, referenčna skupina za pripravo in izvedbo Eurosonga, tam sem delala 8 ali 9 let. Z velikim veseljem, ker sem spoznala do podrobnosti ta projekt. Zato tudi lahko rečem, kolikor se zelo veliko govori o kuhinji, ne, jaz lahko rečem, da seveda vpliva na rezultat tudi medsosedsko glasovanje, priljubljenost držav, ki se med seboj dobro razumejo. Nikakor pa ne bi rekla, da so končni rezultati zrežirani. Ti poznaš torej drobovje te prireditve. Kaj bi naredila, če bi bila zdaj še v tej referenčni skupini in bi se to dogajalo? Ja, verjetno, če me ne bi nihče uslišal, če se ne bi z mano strinjal, skušala bi jih prepričati, skušali bi vedno znova argumentirati, zakaj. Če pa ne bi prišla do besede in če ne bi imela podpore, bi morala verjetno odstopiti. Ker ne moreš delati z ljudmi, ki
prezrejo tako pomembno stvar, tako pomembno situacijo, kot je vojna. Se ti zdi, da te načelnosti manjka? Že v slovenski politiki je tako, ne vidimo, da bi nekdo tako Načelnosti rekel. zelo manjka, saj je nevarna, ne, ker potem pogosto sam sebi pljuneš v obraz, če si zelo načelen in se znajdeš v situaciji, ko moraš tudi preiti ali pa prekršiti lastna načela. Ampak vseeno se mi zdi, da je kapital tukaj preveč pomemben. Ne. Eurosong je huda industrija, tukaj se seveda tudi služi na scenografiji, na specialnih učinkih in tako dalje. Tukaj se vrti denar, ne, in ta industrija je tako zelo privlačna, da Bog ne daj, da bi kdaj prireditev odpadla. To jim zamerim, da je to nek tako zelo ločen svet igre. Ne potrebujemo zdaj kruha in iger. Zdaj potrebujejo določene države kruh in najmanj igre. In zaradi tega sem bila tako zelo razočarana, ko je samo 5 držav se odločilo, da ne bo sodelovalo. In še enkrat res pohvala Nizozemski, Islandiji, Španiji, Sloveniji Irska. in Irski. Ja. Te je presenetilo, da je tako malo držav se odločilo? Zelo me je presenetilo. Mislila sem, da je vseeno, no, da so neke vrednote, neka načela, da dajo prednost pred samo zabavo, pred samim spektaklom. Še danes ne razumem, zakaj se ni več držav odločilo. Takrat je zelo brbotalo, ne? Tako se je zdelo, da bo neko gibanje to postalo. Ne? Ti je presenetilo, da nobena balkanska država ni k temu pristopila? Tudi, ampak bi rekla, mogoče se sploh niso s to mislijo ukvarjali, ker mi smo se že lani, ne? Televizija Slovenija je že lani razmišljala o tem. Ne vem pa, če so sosedske nacionalne televizije razmišljale sploh, da ne bi sodelovali. Dvomim. Mislim, da je šlo to da je bil kar avtomatizem. Kaj pa teh velikih 5, ne, tako imenovanih? To so Italija, Španija, Francija, Nemčija, Združeno kraljestvo. Ne? Da. To so države, ki... In gostiteljica. Ne? Tista, ki zmaga. No? Da. Ampak zdaj recimo, te države že imajo džokerje, one grejo takoj v... finale. Ja. Ja. Kaj pa imajo za zgubiti, če bi se k temu pridružili? One nimajo nič za zgubiti, je pa verjetno... Bom tako povedala, ne? Te velike države največ participirajo. Njihov finančni delež je najvišji. In EBU in Eurosong bi bila zelo siromašna, če bi katera od velikih držav še zraven odstopila, ker bi denarja primanjkovalo že letos. Španija je v bistvu od tako teh je. peterice. Se pravi, če bi še katera zraven, bi bil ta denar, ki ga potem uporabi tudi država prirediteljica. Ne? Bi se to zelo poznalo, tudi na sami produkciji. Verjetno bi bila že skromnejša. In zaradi tega, po moje, tudi te države še dodatno sodelujejo z EBU-jem na kakšnih razgovorih in pogovorih, o katerih mi ne vemo. Recimo v preteklosti je bila znana taka trmasta država Italija, ne? Ker nikoli niso bili prvi. Nikoli pa niso potrebovali oni Eurosonga. In so se odklopili, oni imajo svoj Sanremo, tako je. Potem so prišli nazaj. Ja, oni so verjetno prišli nazaj zaradi tega, ker je vseeno priljubljenost Eurosonga zelo velika, istočasno Italija je velika država in verjetno dobi pokrovitelja in istočasno naredi toliko blokov za oglaševanje, da s tem veliko tudi zasluži. In to se jim splača, večjim državam se to splača. Da bi pa potrebovala Eurosong kot neko merjenje lastne glasbe, to pa zagotovo ne, ker je 5 dni Sanrema zagotovo zadostuje za celo Italijo. Ne. Zmagovalec Sanrema gre potem na Eurovizijo, ne sekirajo se preveč s temi. Ne, oni zmagovalci imajo in gre. Ja. Ampak recimo en primer je bil leta 1968, ko je gostil Madrid, je bil bojkot Avstrije zaradi Frankove diktature. Leta 1921 izključena Belorusija, leta 1922 Rusija. Torej, neki te primeri so bili. A se EBU sploh sekira zaradi teh bojkotov? Sploh letošnjega? Pripričala sem, da ne. Dobro, na začetku, ko zvedo, jih že malce zaniha, ne. Ampak v celoti, ko pa vejo, da projekt še vedno bodo speljali, da ne bo odpadla sama prireditev, to jih pa ne. Ampak
To, kar ste omenili, saj politika je bila vedno navzoča tudi na Eurosongu. Je pa res, da je zdaj bolj očitna, ampak ne zaradi Eurosonga samega, ampak ker se je svet spremenil. Svet je postal razdeljen in ta želja ali ta silna želja po nekem enotnem evropskem zvoku ni več tako prisotna, tako močna, kot je bila včasih. In zaradi tega smo še bolj podrobnogled bolj vzeli to politiko, ki nam je res pri Izraelu še najbolj stopila v oči, zlasti zaradi Moroccan Oila, ki je pač pokrovitelj, ki se mu EBU ne bo odrekla, ker je tukaj veliko denarja odzadaj. Zdaj, neke številke sem se do njih celo dokopala, oziroma ta prireditev stane več milijonov, ne? Evrovizija. Ja, pa seveda. In mislim, da je tam med 15 in 25 milijonov, se mi zdi, da stane, in potem pač posamezne države članice dajo, mislim, da Nemčija okoli $500,000. To so pa zelo različne, gre na število prebivalcev, tako. Ja. Ampak, a so te sponzorji potrebni? Si bi bil lahko kdo drug, recimo Mercedes? Lahko, ampak verjetno ga ni tako zlahka dobiti, ne? In ta Moroccan Oil je zdaj že leta in leta glavni pokrovitelj, očitno je zadovoljen s tem, kako ga tržijo, kako ga predstavljajo, je bil pa tudi, da prejema vso to denarja. Zaradi tega tudi včasih je bil tam red carpet, zdaj je pač turkizen carpet, ne? Ker je pač Moroccan Oil turkizne barve, zelo smo podredili in zelo je opazno, ne, da gre za Moroccan Oil. Mislim pa, da oni dajo, ne razkrijajo, ne, teh številk, kakšne so. Nek del ne bi bil finančni, nek del pa kot kompenzacijski, v smislu, da urejajo oziroma da dajo svoje proizvode za urejanje nastopajočih, recimo. Ne. Tudi to sem jaz naivno lani vprašala. Ne. Bom rekla, da naivno, ker se mi je zdelo možno, da lahko dobim odgovor, seveda ga nisem. Ne. To so pač njihove poslovne skrivnosti in se mi je zdelo od mene mečken prvič drzno, drugič pa kaj sprašuješ, se ne boš dobila odgovora. In seveda ga nisem. Ne. Velik odziv je bil v Sloveniji strani glasbenikov. Tudi oni so pač podpisali, mislim, da si jih je bilo 50 glasbenikov, ta dokument, da naj se Izrael še v bistvu ne bo izločen iz Evrovizije. Določeni glasbeniki so nekako pozdravili odločitev RTV Slovenije, med njimi recimo Cvetičanin in Klemen Slakonja. Je pa Slakonja dal eno zanimivo iztočnico, a bo sploh Slovenija še sodelovala v prihodnje na Evroviziji, ker kot kaže, pač Izrael ne bo izključen. Zdaj mi ne vemo, ali bo to enkratno dejanje, samo letošnje, oziroma... Torej, če se ta vojna ne bo končala, če se ta genocid ne bo končal... Ta vojna ima dolgo brado, ne? Oziroma zelo dolgo brado. Je pa tudi odvisno zdaj od, če ste me že tako konkretno vprašali, od vodstva televizije, ker če se bo kaj spremenilo, bomo mogoče gospod, ki ste ga prej omenili, vrnil nazaj Eurosong, ne, da ga bo lahko gledal na nacionalni televiziji, ne na YouTubu. Tudi vse odvisno od vodstva. Enkrat je tako, ko oddajo umakneš, ko projekt umakneš, težko spet napraskaš tisti denar, ki je bil namenjen temu projektu, ker se je že porazdelil nekam drugam. Ampak kot sem rekel, od vodstva je odvisno, od vodstva, kako se bo odločilo in seveda od sveta, kakšno življenje bo. Zakaj je taka težava izločiti eno državo? Če se je izločila Rusija? Ker je to sramota, ker priznaš konflikt. Ne? Če ignoriraš, rečeš, v redu je, ne? Na Eurosongu vse poteka tako, kot je. Če bi jo izločili, če bi jo EBU izločil, je že EBU sam sprejel neko odločitev, skušal morda prideti v nek konflikt z državo in EBU se neznosno izogiba sporom. Ne? Da bi bilo vse mirno, da nič ne bi ogrožalo tega projekta. To je tak malo starokopiten način razmišljanja. Ja, ker jaz mislim tudi, da jih je najbolj strah, da jim ne bi uspelo še za nadaljnjih 10 let ohraniti projekta. In iz tega strahu izvira tudi ta pazljivost. Ne, čeprav oni govorijo, ne, mi smo nevtralni, mi se ne vtikamo, ampak nevtralnost je v tej situaciji odločitev.
In to je njihova odločitev, to ni več nevtralnost. To je odločitev, ne vidim, ne slišim. In to je poniglavo in sprevrženo. Je pa vprašanje, koliko na dolgi rok ali bodo obdržali občinstvo. Mlajše generacije ne marajo tega sprenevedanja. Radi imajo transparentne stvari. Da se reče bob, ne. Jaz ne vem, kako bojo te generacije, zdaj, ko prihaja generacija Z, generacija Alfa, mogoče se jim lahko tudi uprejo in lahko imajo oni sponzorje, pa nimajo gledalcev. Kako bi bil to velik problem? Se strinjam, ampak mene je strah to, da se ljudje navadimo tudi na vojno. Mi se navadimo, da nekaj je. In ko vidiš prve prizore, te pretrese, druge, tretje, potem se pa oko privadi tem podobam in tem slikam. In bojim se, da zaradi navade potem tudi kritični duh izgine. In je res, da mladi so radi odločni in nesprenevedavi. Transparentni, no. Transparentni, beseda, ja. Ampak vprašanje, če jih tudi zabava ne premami ali pa ta špektakel, ki ima tako dolgo tradicijo, da bi morda ne tako nasprotovali, kot bi si želeli. Preko si omenjala nevtralnost. En zanimiv primer je bil leta 2024, ko je nastopila izraelska predstavnica Eden Golan, imela najprej naslov pesmi October Rain, ki je, da. To se spomniš, ne? Da. Naj bi potem spremenila besedilo, da ne bi bilo toliko politično obarvano, kot se je bralo in slišalo. Tako, ker je pač odredirala napad Hezbolaha 7. oktobra 2023. Pesmi niso skratka izločili, ampak je ona spremenila tisti del besedila. Zanimivo, je pa je Gruzija leta 2009, ko pa je imela pesem We don't wanna put in, kot Putin, torej ruski predsednik, so jo pa izločili, oziroma niso smeli nastopati s to pesmijo. Mogoče se lahko gre tukaj za neka dvojna merila, ampak kot ti res put in, to je bilo večkrat. Slišiš, res ne moreš, da ne bi videl obraza Putina. No. Če pa to besedilo samo malo spremeniš, izraelsko, pa ne pride do take bolečine in do take drugačne pesmi, kot bi bila sicer. In ta mala sprememba, bi rekel, lahko da je bila dobrodošla, jaz je ne bi zahtevala, ampak to je spet ne gremo za politike. Pri Putinu pa res nisi mogel preslišati, da gre za Putina. In verjetno je bilo pa to tako očitno, da so pa res morali odreagirati. Kaj pa te presenetila odločitev nemškega kanclerja, torej Friedricha Merza, ko pa je dejal, da bo Nemčija izvedla bojkot, če Izrael ne bo sodeloval? Ravno obratno. Sem slišala to izjavo, poznam to izjavo, to se mi zdi katastrofa. Jaz tukaj nimam komentarja. To se mi zdi tako nerazumno. To se mi zdi, kot da človek ne živi v današnjem svetu, v današnjem času, kot da ne vidi, ne sliši, ne misli, ali je to ena zloba, ne razumem, odkot lahko človek in na kakšen način oblikuje tako idejo. Jaz sem pa razmišljala, da verjetno zaradi zgodovine, genocida, ki ga je Nemčija izvedla nad judovskimi ljudmi in tudi danes. Da še malo popravljamo, ali kako? Danes, če želiš dobiti nemško državljanstvo, moraš podpisati izjavo, da nisi proti Izraelu. Oziroma celo takole, če citiram, moraš priznati pravico Izraela, da obstaja in obsoditi vsakršno prizadevanje uperjeno proti obstoju izraelske države. Skratka, Nemčija je previdna. Nemčija je previdna, se pravi, še vedno popravlja za nazaj, skuša popraviti zgodovino, ampak sej Izrael nihče ne ogroža, sej nihče ne reče, da države ni. Država, to se mi zdi res pretirano. A spremljaš sago, mogoče zdaj na Beneškem bienalu, ko se je znova pojavila Rusija nazaj, letos, namreč so paviljon, komisija je pustila paviljon, ruski
in je zdaj velika drama, ker je Evropska komisija Ja. denar odzela, ena komisija je odstopila. Skratka, očitno se neke stvari poskušajo vračati nazaj na stari tir. Ja, nivelirati. na Prek nek način. umetnosti zdaj Ja. tukaj, kako se ti to zdi? Jaz sem pri umetnosti in športu, recimo tudi pri Ja. športu lahko. Predvsej bolj občutljiva kot pri zabavi sami. Ne? Ker tako kot se sprašujemo, ali umetnika ločiti od umetnosti, ali pisatelja ločiti od njegovega življenja in značaja, ali umetnost ločiti od države. Ne? Tukaj imam večno dilemo, ali zapreti vrata ljudem, ki so ustvarjalci, ampak žal iz držav, ki so v vojni, ali jih spustiti svobodno naprej, kot vse ostale. Enako zadržek imam pri športu in to še bolj, ker šport je merljiv s časom, ne z okusom. Pri Eurosongu meriš okus, je mnenje, je osebno. Tam so jasni rezultati, so sekunde, so daljine in zakaj nekdo ne bi smel se pomiriti, zakaj bi zdaj nekaterim ljudem odvzeli to možnost. Tukaj moram reči, da nisem povsem dognala, na katero stran bi se postavila. Bo Rusija še kdaj sodelovala na Evroviziji? Jaz mislim, da bo. Enkrat bo. Rusija rada sodeluje na Evroviziji, rada zmaguje, je tudi že, tako da bi se znalo zgoditi, da se vrne. Bi se prej vrnila, Najprej moramo s temi voditelji nekaj narediti. bi se prej vrnila Rusija ali bi bila prej izločen Izrael? Naprej bi se vrnila Rusija v tej situaciji, se mi zdi. Ja, ja. Kaj danes pomeni Evrovizija? Danes pomeni zabava, ne, če pogledamo nazaj na njen nastanek, ne, to je bilo povezovanje Evrope preko televizije in glasbe. Danes zdaj tega, težko bi rekla, da obstaja nek evropski glasbeni prostor, ki ima neko sidrišče. To je zelo, to so različni žanri, različni pristopi. Tako da jaz mislim, da gre tukaj za navado, tradicijo. Za napetost in dramaturgijo pri glasovanju samem, ker to je tudi, takrat je tudi vrh gledanosti, ko se glasuje, ker gledalec tudi sam majčkeno tekmuje s tem, ko si sam dela malo lestvice, ko se s kom pogovarja in stavi in te malo premami, ne, ali sem imel prav, ali je moj okus približno tak kot okus večine. To je ta radovednost, to je majčkeno voajerstva. Pa stavnice, seveda. Malo si voajer, malo se zakoplješ v to in uživaš. Ne. A letošnje si pogledala? Sem, vse. Res? Vse na YouTubu, ja. Kakšno tudi večkrat, zaradi tega, ker v prvi rundi jih samo poslušam, v drugi pa tudi gledam. In sem želela potem preveriti, kaj še video naredi k tistemu, kar sem prej slišala, in si naredim pač 2 kolonci. V prvi je samo glas, v drugi je pa glas in slika. Aha, tako strokovno to. Ja. Kaj imaš, kakšen blokac potem? Imam. Okay. Kaj vse ocenjuješ? Kaj ocenjujem? V prvem krogu, greva zdaj na prvi krog. Prvi krog je glasba. Prvi krog je samo glasba, dam si zelo na glas, dam si zvočnik. Ne gledaš, skratka? Ne gledam. Ampak dam kar na glas, takrat, da ne motim druge, čeprav mi je sosed že rekel, če Eurosong poslušam. Očitno ga on tudi. V ta drugem pa gledam te videospote, če so videospoti ali pa samo posnetek iz prireditve nacionalnega izbora. In me zanima ta prezenca, me zanima koreografija, če je, me zanima karizma, kako nekdo interpretira pesem, koliko je s pesmijo, kako bom rekla, spojen. Ne? In je pol več merilno. Imaš točko, koreografija, prezenca? Ja, imam točko, izgled, prezenca, ton, izgled, prezenca in zelo me zanima gibanje na odru, tudi če ga ni. Ker če je nežna balada, mi je zelo všeč, če jo čist primerno nekdo zapoje.
bolj bi me motilo in me moti, če pri lepi baladi tam od zadaj kdo zelo pleše. Ker jaz hočem slišati. Še vedno bi si zelo želela, da se vrne na Eurosong glasba. Enkrat si dala primer Marije Šerifović, ne, kako je dobro speljala. Prekrasno, nihče se ni ukvarjal z njo, nihče ni želel režirati njenega nastopa za Eurosong. Potem je to Dragan Sakan, žal že umrli, odlično speljal, ampak zaradi tega, ker je človek iz te stroke, ne? On je bil pač res prav umetnik znotraj marketinga in je poštudiral pevko in je izjemno lepo speljal njen nastop. Ampak je tudi pevka odlična. Ne? No, ja. Kaj pa recimo to petje v jezikih, ne? Nekaj časa so vsi peli v angleščini, da si videlo, da znajo, da so hodili v šolo. Ja, tukaj so tudi spreminjali pravila. Ja. Ne vem točno do katerega leta je bilo najprej v katerem koli jeziku, potem je bila obveznost angleški jezik in potem so spet to sprostili, da lahko poje vsak v svojem jeziku. Meni je najhuje to, kar ste rekli pol, ker potem ne dobiš te enovite pesmi, ampak se malo poigravajo, majčkeno italijanščine, malo francoščine, nekaj angleščine in to je tako razcefrano. Ne? Če imaš ti, pesem je zgodba, nekaj poveš, nekaj pripoveduješ. Če so pa te refreni v izmenjajočih se tujih jezikih, se me pa ne dotaknejo. No. Ampak če zmagajo pesmi, recimo Marija Šerifović, ona je pela v srbskem jeziku. Da. Ne? In to, kar si prej razlagala, čustva, prezenca, se to vse ocenjujemo. Zakaj se potem odločamo ali pa se odločajo, da se poje v angleščini? Zaradi tega, ker računajo na večji trg, ne? Da jih bo več ljudi slišalo, več ljudi razumelo in da bo morda kdo lahko uspel s tem priti tudi na drugo glasbeno tržišče. Seveda si želijo biti v Veliki Britaniji, ampak Velika Britanija ima ogromno svojih pevcev, tako da bi moralo, ne vem, res nekaj imenitnega se zgoditi, da bi tam kakšno založbo to zelo zanimalo ali pa zintrigiralo. Ne. To je špekulacija. Ne. Peti v tujem jeziku je ena taka nemarna špekulacija in malo nespoštovanja lastnega jezika. Pa tudi Velika Britanija oziroma Združeno kraljestvo, oni so kralji, nič točk, ne. Ja, oni pa ne dajo veliko na Eurosong. Prav bi rekla, fučka se jim, oni so pa zraven. Ampak dajo ogromno denarja, da so zraven. Dajo pa ogromno denarja, ampak ni, se ne vem, zgleda kot da jim mogoče ni mi do prestiž zmage. to. Ne vem. Ja, radi so zraven, da bi pa rekla, da bi pa zelo izbirali kakšne izvrstne, kakovostne izvajalce, tega občutka pa res nimam. In se tudi dokaže vsako leto, da niso to kakšni izvrstni komadi, izvrstne pesmi. Ne. Zdaj, ker si bila ti, ker poznaš drobovje te prireditve, ne, a lahko kaj poveš? Lahko kaj izdaš? Imaš kakšno klauzulo, da ne smeš ničesar povedati? Ja, imeli smo takrat vendarle, ne bom rekla klauzule, ampak nek tak tih dogovor, da se o financah pač javno ne govori. No. O financah, in to smo zelo spoštovali. Drugače pa pred vsako odločitvijo, tudi če smo kdaj kakšno skladbo diskvalificirali, dokler ni to PR poslal v javnost, o tem nismo govorili. A lahko poveš, kako je to delo potekalo? To so bile pač redne seje, če je bilo podnujno tudi po telefonu, večkrat na leto in če je bila kakšna taka zelo vprašljiva situacija. Tudi včasih so bili neredni plačniki, tudi Rusija je bila med nerednimi plačniki, tudi med drugim je bil to še dodatni vzrok, da jo je bil nekako, bom rekla, spustila z vidika. Tako kot Donald Trump dela zdaj. Ja. Skratka, ni bila. No, in o tem smo se pač potem intimno pogovorili na teh sestankih, kdo bo ukrepal, kakšen dopis bo kdo poslal, kdo se s kom sreča in tako dalje. Ker tebe so izbrali oziroma za predsednico, ali kako se vodijo te skupine, ne? Jaz sem bila v razvedrilnem programu. Ja. Predsednica tega programa, ne pa v referenčni skupini. Okay. Kaj pa druge stvari?
enkrat si omenila, da si veliko izvedela o samem odru, o pripravah. Kaj? Povej nam vse. Ja, to so bili zame ta prva leta čudeži, ko sem naenkrat zagledala toliko kamer. Ne. Mi smo jih bili tukaj vaja dobro, si jih včasih videl tudi 10-12. Ko pa tam? Ja, tam jih je pa, 30-40 in te pajki, predvsem neskončno visoko, to je strašno visoko, to so višine, potem ta gradnja green rooma, ko prideš, prav v Estoniji se spomnim, smo prišli v eno tako obubožano športno dvorano, ki bi jo pri nas tudi marsikaj lahko videli. In potem, ko smo hodili redno spremljati, kako obnova poteka, ali bo pravočasna ali ne, je to kar naenkrat postala prekrasna prireditvena dvorana. In zato se tudi državam splača, da zmagajo, ker se začnejo obnavljati, se začne vsa infrastruktura, prizorišče, ceste se začnejo obnavljati. Skratka, ti moraš narediti takrat prizorišče za 40 držav, to se pravi za ogromno novinarjev, ne le bivanje, ampak tudi ta vas, ki mora nastati, kot je olimpijska vas, je tukaj evrovizijska vas. Skratka, takrat zelo profitirajo države in seveda tudi zelo veliko stroškov imajo, ampak imajo pač podporo države, občine, televizije in seveda participacijo. Zdaj, pri odrski pojavitvi ne bi včasih vrhunac, da si imel te ognjemete, ne? Ja. Ker vem, da je bil en, kako se je govorili, 100 mark ali 100 evrov, da je ta en izbruh. Tako je, ja. Pa se gledali, koliko je kera država bogata, ne? Slovenija ima 4, v njih imajo pa 30. To je res in to je zelo drago, tega je vedno manj. Tega je vedno manj, hotela sem reči, da je zdaj zelo digitalizirano, ne? Tako. Vse na teh ekranih, igra, koreografije. To tudi stane, ampak mi je pa všeč, da je manj tega cirkusa, ne? Da je manj teh cirkusantskih prijemov. Ne? Digitalno je vendarle sodobno. Kaj pa je cirkusantski prijem? To so te scenografije, ki so gledališke še bile. Ne? Jaz se spomnim, ki ena pevka se je tuširala na odru, bila je Islandka. Zelo veliko teh akrobacij, ne plesnih. Ponovila bom, gre za pesmi. Saj je res televizija zraven in gre za spektakel in gre za nekaj, kar gledaš in spremljaš. Ampak ne gre v bistvu za tekmovanje pesmi. Mi gledamo pa ogromno drugih stvari zraven in včasih komaj ujamemo ton, melodijo, interpretacijo. Hočemo reči, da gre vse toliko narobe, da nam je to toliko zaradi tega všeč. Ja, ker gre zelo narobe in rečeš, a je še možno? Vedno je še nekaj možno. Ja. Letošnja Evrovizija bo 70. že, na Dunaju bo tretjič. Mislim, da je bila leta 67 prvič, Udo Jürgen. Ja. Merci chérie. Ja. Tako. Potem je bila Conchita Wurst in seveda zdaj JJ. Wasted Love. Kako si ti doživljala, ko si se udeležila Evroviziji? Prej si sicer omenila, da se spreminja infrastruktura. Jaz sem bila leta 2015 na Dunaju, ko je bila Conchita Wurst in to je bilo noro. Bradate ženske so hodile po ulici, ljudje vzamejo dopust, da si pridejo gledati Evrovizijo. Takrat je Dunaj dal tiste semaforje, kjer so istospolne liki, da sta dve deklici, oziroma dve ženski, ki se držita za roko, ali dva moška. Skratka, celo mesto s tem diha. Kako si ti? To se mi zdi zdaj zelo pomembno, kar ste rekli, ker bi rada poudarila, da je bila Evrovizija, kljub temu, da je šlo za tekmovanje pesmi, mnogo bolj napredna včasih od družbe same. Torej naprednejša od tistih, ki so jo gledali. Na Eurosongu so nastopali slepi, skratka invalidi, v vozičku, geji. Vse je Eurosong sprejel v svojo družbo. In se mi zdi tukaj, da je na marsikaj opozorila, prav zaradi tega, ker ima visoko gledanost, ker jo je spremljalo in jo še vedno na milijone gledalk in gledalcev. In v tem oziru se mi zdi pa zelo pomembno, ker je res odpirala prostor za vsakega. Ampak kako
ste vi dojeli recimo to? V kakšnem mestu, no? Da ste kdaj bili, pa da je bil... Kako Ja, se se je to kazalo? čuti, zelo je različno od mesta do mesta, Okej. od države do države, ampak jaz recimo sem bila zelo presenečena na Finskem, ker imamo nek predsodek, ne, da je gor mraz, da so tam hladni ljudje. Tam je ta evrovizijska vas izjemno živela. In je res tako, kot ste rekli, vidiš vse polepljeno s temi plakati, vidiš v restauracijah kozarčke, pepelnike, vse je opremljeno z znaki Eurosong in v mestu se vidi, kaj se bo zgodilo tisto soboto. Ne. Ja. A je pa zanimivo to, kar mogoče gledalci ne vejo, da v bistvu ta Evrovizija cel teden poteka, da so recimo dopoldne vaje, ki si jih ljudje Več kot teden dni, ja. Več kot teden Ja, dni. zdaj, ko sta 2 polfinala, ne, Tako. je več kot... In ljudje si jih lahko pridejo pogledati. In to je recimo že v ponedeljek dopoldne in v bistvu na odru gre vse, kot da gre za res. Ne, ker prodajajo karte. To je recimo meni zanimivo. To je res, ne vem pa, če bodo letos generalke pustile odprta vrata. Nisem prepričana, mislim, da odločitev je že, ampak nisem pa prepričana. Aha, zakaj pa to? Varnost? Ali... Zna biti. Res? Ja, zna biti. Morda sem kaj preveč rekla, ampak Aha, ja. aha. Hvala, Miša. Tako da to, a mogoče kakšna zadeva, ki je vas še tako presenetila, no, da... Zelo zanimivo je gledati, kakšne države pridejo se zabavati in sodelovati, kako pa kakšne strahotno zares to vzamejo. Ne? Tudi Primer? Slovenija je ena tistih, ki vzame zelo zares. Zelo ne. zares. Ja. In vidiš, da so kakšne tam države, ja, super, ne, se imamo fajn, ja, kako je šlo na vaj, ja, v redu je šlo. Tam pa vidiš kakšne, ki grejo, a sem fušal, a bo šlo. Ljudje so preplašeni, ljudje zelo veliko hodijo na stranišča, ker imajo driske. Tudi moj oziroma naš Vili Resnik, ko je bil, je meni rekel, Miša, sem nekaj bom vprašal, sem tako, vse ne rabim, ampak za vsak slučaj, imate kakšen napavrin? Sem ga, Vili, vedno. Seveda ga nisem imela. Ampak potem je bil miren. Jaz sem ga, imam, ti kar povej, sem ga, ampak sej boš, sem ga, ne moreš tudi 5, pol ne moreš, sem ga, ni več moči, ni koncentracije, ampak sem ga, imam, če boš. Skratka, nekateri ljudje z strašnim zanosom pridejo in z velikimi pričakovanji in tudi kasneje z velikimi razočaranji, nekateri se pa pridejo predstaviti in ne vidijo v tem nič tako zelo tragičnega, če niso najbolje uvrščeni. Ker mislim, na Evroviziji nastopajo glasbeniki, ki eni so lahko novinci, ne? In potem priješ ti... Ja, in potem priješ tisto v dvorano, kjer je več tisoč ljudi, Tako je. gledate več, cela Evropa. Kako... Zelo veliko je novincev, zelo veliko je mladih, ker pogosto so poslali kar tiste, ki so zmagali na talentih, ki so jih imele posamične države. In zato jaz pravim, da marsikomu ne naredijo usluge, ker je to velik stres za njih, ne samo nastop pred ogromnim občinstvom, ampak on nese tja našo zastavo. Ne? On je predstavnik države in veliko naših se je težko vrnilo nazaj. Se spomnim, smo se na letalu pogovarjali. Kako me bojo zdaj sprejeli na Brniku? Jaz nisem zdaj dobro zastopal ali pa zastopala države. To je strašna odgovornost in velik pritisk. In jaz jih zelo razumem. Zato res rabijo veliko podporo in razmislek, ali se to res gredo. Ker je treba biti močan. A jim kaj te vaje pomagajo, kjer imajo te generalke in vaje na odrih, malo pomaga? To je že en teden prej se začenja, ne? Ja, osvojiš prostor, vaj je zelo veliko, so tonske, so generalke. Osvojiš prostor, osvojiš oder, pogled v ta velik prostor ti ni več čuj. Tako da precej zmanjšuje ta pritisk. Je pa res, da potem, ko je pa v živo in ko zaslišiš glasbo, potem je pa vse na tebi, koliko moči zbereš in rečeš, gremo, uživala bom ali pa, Madonna, zdaj sem pa že jaz. Dva možna pristopa sta. Ali je veselje in užitek ali strah. Kakšna je pa razlika, ker vi ste tudi pri prenosih, bila komentatorka prenosov, pa če ste si kdaj v živo recimo pogledali, kako je? Čist drugače je biti komentator. Ti sediš v tisti kabinci in imaš takole tisti monitorček, v bistvu si pa
tako visoko, te komentirnice Čisto na so. vrhu, Ja, tako da ti tam dol komaj kaj vidiš, to pikico, taki mali so voditelji, komaj kaj slišiš. To je popolnoma drugače je, ali gledati doma na velikem televizijskem zaslonu, ali v dvorani, ali pa komentirati. Ko si komentator, je zelo dobro, da si poprej pogledaš generalko v dvorani. Zato, da ti vidiš ljudi, da dobiš ta občutek, kako bo nastopil, ker ti dobro vsega tudi pozumira kamera, ampak vseeno ne čutiš tega valovanja energije med publiko in med odrom. No. Drugače je. Ja. A se vam zdi, da je boljš gledati v živo na televiziji? Jaz na televiziji. Ta odgovor mi je tako lahek, ker na televiziji vidiš detajle, ti približa in vidiš vse. Dramo. In vidiš dramo, in vidiš trzne oko, in vidiš živčo, in vidiš roke, in vidiš potne srage, vidiš vse. V dvorani lahko občuduješ scenografijo, vidiš kamere, kako se gibljajo, kako lovijo, ampak drugače pa zame ekran. Kaj pa to, mislim, da ne bi lani ali predlani, ko je Izrael nastopil, priredili aplavz občinstva oziroma ne bi bujali, ne? Da bi imeli že domenjene ljudi. Da so... Skratka, v dvorani je bilo eno in na ekranih drugo. To je to, kar smo prej govorili, da nič se ni zgodilo. Nič se ni zgodilo, bilo je že, ne bom rekla organizirano, no, ampak na nek način dogovorjeno, istočasno so pa skušali to prikriti. No, Zašuškati. Zašuškati, ni se zgodilo. Ja. Ampak kako mogoče na to gledate? Je grozen, ne? To je manipulacija, to je izigravanje, to je bi rekla, zapeljevanje, ne? Gledalca in gledalko. To ni več ni pristna atmosfera in ne gre za avtentično sliko, za avtentično podobo. In to se mi zdi spet ta bojazen, ne? Spet njihova bojazen, da ne bo kaj narobe. Conchita Wurst, mislim, da letos ne bo nastopila. Mislim, da ne. Ker se je oddaljila. Ja, oddalila, distancirala se, kar se mi zdi odlično. Nemo pa je vrnila svoj, torej ta kristalni mikrofon nazaj. Ja. Ma smolo ima, prvič ga je razbila, zdaj pa vrnila. Ja. Meni se zdi to so znaki, to so dobri znaki, to so močni znaki nasprotovanja oziroma znaki nestrinjanja. In mogoče več tega, več takih malih odzivov, da bo pa le pogledala, je bil vase. Mislim, kako lahko neka organizacija, kjer nekdo, ki zmaga, vrne to nazaj? Kaj oni v tistem trenutku si rečejo? Vrno je, gremo naprej. Si rečejo, ja. In je že odložen nekam tist. Ne bojo se s tem ukvarjali. Res ne želijo videti težav. Preroški se mi je zdel, mislim, da je bil Jost Klein, upam, da sem to izgovorila. Nizozemski predstavnik. Leta 2004, ker je bila ta saga, se spomniš, kaj je bilo? Takrat on je pred odrom, naj bi tej izraelski nastopajoči. Dovolj je rekel, da ima dovolj... Mislim, da so ga da ne bi več odgovarjal na vprašanja. To je bila ena stvar, druga je pa, da je v bistvu bilo pred njegovim nastopom, da je nekdo iz te ekipe, da ga je snemal in da je on neki šel proti kameri, kot da je bil nasilen. Da ne bi več. In je bil diskvalificiran. In naslov njegove pesmi Evropa pa. Evropa pa. Meni se zdi pesem izjemna, tudi on mi je bil zelo preroška in on mi je bil strašno simpatičen in zelo dobro jo je odpel in odpeljal, ker to pesem moraš odpeljati, ni dovolj, če jo odpoješ. Se bom pa vprašala, če ta ekipa, ki je z njim prišla v konflikt, čeprav on konflikta ni želel, če to ne bi bili Izraelci, bi se to isto zgodilo. To me zanima. Če bi recimo tam kamero nastavili Italijani, Španci, ali bi se isto zgodilo, če bi on zavrnil, da bi bil diskvalificiran, ali je bil prav v tem primeru, ker so morda mislili, da se nasilno vede do izraelskega človeka.
Lani je bila izraelska tekmovalka Yuval Rafael druga. Jaz moram reči, da Kaj ni se bila je- slaba pesem. Res? Ne, meni se je zdelo, da je dobro odpela. Dobro, ne vem, če bi jo dala na drugo mesto. Ampak V nekem trenutku je bila celo prva. to je res, sem bila zelo presenečena, ampak jaz potem, ko je prireditve konec, grem doma pogledati svoje lističe in tudi jaz sem jo dala naprej v finale. Ne. To se pravi, da mi je dobro zvenela, ne, ker drugače bi jo jaz ne dala v finale. Pojavljala so se vprašanja o manipulaciji s televotingom. Veliko ljudi je se sprašvalo, če je karkoli na tem. Je to možno? Lahko bi rekla, da možno je, jaz sicer dvomim, ne? Čeprav je goljufij zelo veliko. Jaz vem, da je takrat Azerbajdžan, so kupovali SIM kartice na veliko organizatorji, da so lahko glasovali. Ne? In tudi EBU je to vedela, se tudi z njimi pogovorila, ni jih sankcionirala, ker so rekli, da z državo gostiteljico ne bodo šli v spor. Ne? Skratka, veliko možnosti raznih pristopov in malih goljufije, ampak še enkrat bom poudarila, nikdar pa ne bom podvomila v zmagovalko. Ker to pa točno vidiš, da je dobila največkrat po 12 glasov ali največkrat 12 in 10 in zmagovalec je trden zmagovalec. Te male, drobne goljufije so zelo nevarne in zoprne pri vstopu v finale, ker se v polfinalih dogajajo. Ne? To so ta in sosedska glasovanja, in diaspore, in more biti tudi kakšne nenadzorovane, čeprav dvomim, da ne bi nadzorovali število klicev. Ne? Tukaj bi včasih kakšna država lahko prišla v finale, pa je tam not ostala, ne? V polfinalu. Pri zmagovalcu pa jaz ne vidim nobenega. A pa oni to kaj pogledajo na EBU, kaj preverjajo, če je možno, da je kakšen jaz bot sem bila glasoval? zraven. Ja, se preverja. Se preverja. Se preverja, ja. Ne vem pa, letos me je malček strah, da bi morebiti spet Izrael bil zelo visoko, spet ni tako zelo slaba skladba, moram reči. Ampak, če se bo pa zelo visoko povzpel, se bojo pa moji dvomi tudi razbohotili. Slogan Evrovizije je United by Music. Ja. Ampak zdi se, Da nas razdvaja, da nas ne združuje. da ta družina razpada. Da ta družina razpada. Ja. Tako, Da kot ni sem več rekla, združena. nimamo več tega skupnega evropskega zvoka, ki smo ga včasih slišali, čeprav so si pa pesmi tako zelo podobne. Meni to so kopije. Letos sem poslušala, se mi zdi, kot da se vračamo v 90-ta, v nek ta sound, ki je že zelo prežvečen. Je sicer veliko nekih etno momentov, ker sem jih vesela, malo etno pristopa, drugače je pa zelo velik naštancanga. Pa kako se te pojavijo te rdeče niti? Ne? Ker včasih imamo res dobro bero, kakšna leta so res dobra. Kakšna leta so res fauš. Jaz mislim, da... Tako prav generacijsko Res je. imajo nekaj. Ampak jaz mislim, da je največ napaka, ko greš za nazaj nekaj skušati obnoviti, imitirati, ukrasti. Takrat dobiš zelo poprečen izdelek. Če pa res ustvariš nekaj novega, svežega, potem pa to postane prepoznavno kot drugačno, zaznamuje tisti prostor, zaznamuje čas. Ko pogledajo pa, čakaj, kira je takrat zmagala in skušajo majčken po tisti zmagovalki naštancati novo, sodobnejšo pesem, to pa ne uspe. To pa nikoli ne uspe, ker slišiš zvok nekega drugega časa. Je napaka, da Evrovizija več nima orkestra? Meni ja, tudi teže je bilo peti z orkestrom, bolj zahtevno, zato so bili takrat res imenitni glasovi, tudi dobro zmagovalke so bile bolj balade, zaradi tega, ker je ta mogočen orkester to zelo dobro podprl. Je pa res, da ukinitev orkestra je pa prinesla drugo, bolj, kaj bom rekla, mogoče tudi majčkeno bolj sintič musko, malo preveč lahkotno, ampak drugo, še dodala drugo zvrstno. Tako da
po eni strani je plus, po drugi strani pa minus. Ne. Kaj pa to širjenje Evrovizije, ne? Priključila se je Avstralija, bil je leta 2016 prenos v ZDA. Zdaj se govori, kaj, da bo neka Evrovizija azijska, ja? Ja. Azija hoče, ampak poglejte, v Ameriki ni uspelo. Ne. To moraš imeti tradicijo. To moraš imeti tradicijo, ki se prime, da se ti tako navadiš na neko prireditev, da jo potem začneš že pogrešati. Če pa začneš takole znova kot prvič, pa ne vem, če je to zlasti za Ameriko, jaz v tem nisem videla možnosti kakšnega večjega uspeha. Ampak zakaj sploh ta tendenca? Zato, ker vidijo, koliko milijonov gleda Eurosong in kako je to dobra prodajna roba, ne? Dobra prireditev, ki se dobro prodaja, toliko držav združuje. Amerika je skušala pokazati, da ima tudi veliko držav, da zna tudi jih združiti med seboj preko glasbe, ne? In verjetno jim je ta vzorec bil tako blizu in tako všeč, da so želeli svojo prireditev, ampak jaz tega absolutno ne vidim v Ameriki. V Aziji morda bolj, mogoče kaj zdaj. Ampak to bo EBU pomagal jim, ali kako? Jaz mislim, da ne, zdaj, če bodo vzeli kakršnakoli pravila ali pa bom rekla vzorec, obrazec, da se bodo pomenili za možnost odkupa formata. Ne. To je pa tudi vse. Ne. Dvomim, da bi bil tukaj kaj sodeloval. Se je pa intervizija v Rusiji prijela, ne? Ja. Zato to oni se širijo, ne? To pa se je, ja. Ampak za nas to ni, meni je to čisto nepomembno. Ne. Mi imamo pač to svojo Evrovizijo, dokler jo imamo, dokler bomo zraven, če bomo. In to se mi zdi tako, tako nek. Kaj so kulturološke razlike? Ja. Prevelike? Prevelike. Z Rusijo, niso verjetno toliko. Mislim, da Slovenci pa Rusi. Mislim, da so zelo velike. Ampak mogoče zdaj z azijsk, ne. Je pa res, da je svet toliko prepredan, ljudje se toliko selijo. Je pa po eni strani, kot rečemo, je globalna vas, po drugi strani so pa tukaj precej velike razlike. Ne? Zlasti glasba to, kot sem že rekla, tudi letos, ko vidimo veliko tega etno pristopa, mi je všeč, kaj ga slišim, ker preko tega prepoznam državo. In to mi je ljubo, no, da ni štancanje neke uspešnice, take za vodno aerobiko, ampak da gre za pesem. No, da je res. Prej ste omenili premikanje meja. Dana International, Conchita Wurst, sestre. Kako so te? Zelo, zelo pomembni 3 nastopi. In vsi 3 tudi zelo čislani, z vsem spoštovanjem so jih sprejemali. Zelo veliko so sporočili o enakosti, ker jaz težko govorim o drugačnosti, ker raje govorim o enakosti. In so bili te nastopi zelo, zelo pomembni za družbo, ker preko glasbe smo sprejeli tudi njihov način življenja, kar je prebujanje ljudi. In če to narediš na tako veliki prireditvi, ki ima toliko milijonov gledalcev v tako različnih državah, je to nekaj imenitnega. Zanimivo je, da po eni strani razen sestre so bile to, recimo Conchita Wurst je zmagala, ne? Da, torej. Dana tudi. Dana International. Sestre niso, ne? Sestre pa niso, ja. Preveč Sestre niso, čeprav je bila. Ja, jaz tudi mislim, smo zelo pohiteli takrat. Bili smo pred časom, ampak ta nastop bo meni vedno ostal v spominu, prvič zaradi zelo simpatične pesmi, zelo spevne. Ki je ratala zimzelena v bistvu. Ki je ratala zimzelena zaradi sester, ki so bile krasne naše predstavnice, disciplinirane, urejene, točne, natančne, res perfektne. Hočem reči, po eni strani so toliko in toliko glasov te izvajalke dobile, po drugi strani pa potem v vsakdanjem življenju pa so nenehno neki boji za v bistvu za to, da samo dihajo zrak, da obstajajo. Ta diskrepanca je zanimiva. Ta diskrepanca je zanimiva in se zdi, kot da odpuščajo znanim ljudem. Ne, dopustijo, da se stopijo iz vrste na nek način. Takim, ki so uspešni. Ne, enemu navadnemu tam Bojanu ali pa
ali pa Jasni, pa ne bodo pustili neke sreče v istospolnem partnerstvu. Če si pa ti znan in če si uspešen, pa to je popolnoma nemoteče. Tukaj se mi zdi pa to zelo, zelo diskriminatorno do običajnega človeka. Ja. Kako je bilo takrat s sestrami, ko so bile, kako je v ozadju, kako so stvari potekale? Občudovali so jih. Jaz sem jih imela tudi zelo na vrvici. Kaj to pomeni? To pomeni, da so skozi neki nergale, ampak verjetno tudi zaradi živčnosti. Ne? In en dan sem prišla v njihovo garderobo in sem rekla, to vam lahko kdaj povem, Marlena, ali pa Magnifico. Sem rekla, če pa vi zdajle ne utihnete in če se zdajle ne nehate prepirati, gremo domov. Domov. V trenutku je bila tišina, od tistega dneva naprej smo delali brez besed, brez pritožb in super. Jaz mislim, da jih je malo najedalo trema, ne. Vendarle, mislim, da sam Marlena pela, ne. Ostali dve sta samo odpirali usta, pa back vokalistka je bila Jadranka Juras. Skozi v takih petah, s krvavimi žulji, ne lažem se, krvave žulje so imele, vsako jutro ob 8 make-up, popoln, lasulje, vse. Redko katera ženska je bila tako urejena vsak dan, kot so bile sestre. Tako da vedno bom rekla moj poklon. Moj poklon. Ampak da so pa nehale nergati, je bilo pa treba po mizi vsekrat. Kaj bi pomenilo to, da recimo letos, ker ni Evrovizije, ni bilo Eme, ne? In so zdaj že nekateri glasbeniki, celo Magnifico in Raven sta opozorila, ne, opozorila, pač svoje mnenje sta dala, da je to škoda za slovenske glasbenike, ker je to tudi v Sloveniji ena izmed večjih produkcij, ne, kjer se lahko S tem se jaz strinjam, čeprav že nekaj pokažejo. let se ni Ema vsako leto, ne. Ni natečaja vsako leto. Po drugi strani bomo tudi rekla, če si ti glasbenik, če to tvoje delo, če to tvoj poklic, delaš ne glede na to, a Ema je ali pa ni. Ti delaš zase, ti ustvarjaš zase, je res, da težko potem prodre ta pesem takoj na plano, ker če Ema jo začneš poslušati in se ti hitro vtisne v spomin, ampak čakati, ne, na Emo in zaradi tega napisati pesem, ti pišeš, ne, če si glasbenik, ti ustvarjaš in pišeš. In verjetno ne pišeš z namenom, da boš nekje zmagal, ampak z namenom, da bo kdo to poslušal. Da boš ti pesem napisal za svoje poslušalke in poslušalce. Je res takrat ta nabor bil zelo velik na teh razpisih, ampak, Katja, koliko se pa spomnimo mi teh pesmi? Zmagovalnih? Zmagovalne, ja. Ampak iz vseh teh preslišanih iz izborov, pa ne. Včasih, saj vem, ko sem jih jaz morala poslušati, no, preden sem naredila ožji izbor. Ja, ni, no. Kaj me je zelo navdušilo. Marsikaj bi pa tudi rekla, zakaj nisi doma pustil. Ne, zakaj si se s tem prijavil? Je pa to platforma, mislim, to je Ema je zagotovo glasbena prireditev v Sloveniji, ki je najbolj gledana. Ja. Platforma je, veliko ljudi ne gleda, pa jo gleda. Tako je. In je bila, tako kot ste rekli, je odskočna deska za marsikakšnega izvajalca in za njim tudi za avtorja. No? Ja. Kako pa je s tem, mislim, da je bila Hana Mancini mogoče ena prvih, ki je malo pojamrala, koliko je veliko izvajalcev prepuščeno, da morajo... Ja, je pojamrala tudi meni. Ja. Jaz takrat nisem bila več v njeni skupini, v razdeljenem programu, nisem se s tem ukvarjala, mi je pa rekla, da je bilo zelo. Tudi en izvajalec mi je to povedal, jaz o tem pa ne morem soditi, ne. Tukaj pa jaz nisem bila zraven. Torej, govorijo pač o tem, da ko nekdo zmaga, da more to, da nastopa, ne, da more tudi veliko svojih sredstev more vložiti, za garderobo se more potruditi. Je res, da včasih smo imeli več možnosti za pokroviteljstvo. Takrat, ko je bila Nuša Derenda, vem, da nas je industrija usnja vrhnika oblekla. Ne. Tudi Nušo za
in za generalko in za nastope. Zdaj, pokrovitelj je vedno težje dobiti. Ne? Denarja ni, gospodarstvo ni več tako širokogrudno, kot je bilo, in je velik strošek na izvajalcih samih. To je pa res. Tudi zelo veliko potrebujejo psihične in moralne opore. To se mi zdi zelo pomembno, da nimaš tam ti samo nekoga, ki te komandira in reče, zdaj to, ob tej uri to, ampak večkrat vprašaš, kako si, te kaj skrbi, dajva se pomeniti, ne, to zelo veliko potrebujejo. No. Sta pa to, se mi zdi, na neko novo raven dala Maraja. Na kakšen način? Mislim, da na ta način, kako sta bila z vsem merch, ki sta imela pač od slušalk do, ne vem, CD-jev, tako sta bila, se mi zdi, pripravljena. To je res, ker sta taka človeka, sta perfekcionista, tudi želita, da je vse dorečeno. In toliko časa sta na sceni in zelo močno sta navzoča na sceni, da veste, kako se tem stvarem streže. Kljub temu, da mora biti njun pristop ni recimo meni blizu, ali pa styling, ali pa pesmi. Ne. To je daleč od tega, kar bi bilo meni blizu. Ampak na svojem področju sta pa dobra. No. Kjer pa je bil vam blizu? Mene je bila zelo kot pevka dobra Darja in Nuša in zelo všeč mi je bila skladba od Majkevc. S tem glasom, s tem mal jazzy glasom, tudi ena taka lepa pojava je. Tudi Tanja Ribič mi je bila všeč, tudi taka ena krhka, nežna princeska. To je bilo dobro. Vanja Vadjan mi je rekel za Kevc, da take pozornosti, kot je ona takrat imela, mogoče so imeli zdaj Joker Out? Joker Out zagotovo, pa tudi Tanja Ribič. Tanjo Ribič so občudovali, kaj je šla. Ona je bila le igralka, ona je znala tako priti, ona je prišla na oder kot kraljična, ne bo neka kot princesa. Princesa. In je tudi po hodniku že tako šla. Ja. No, pri Maji Kevc bojda, da je bilo zelo veliko zanimanje, da so... Osupljiv glas, obleko, ki mislim, zaradi tega še posebej čestitam, ker je imela ne vem koliko kil na sebi. To je bilo tako težko. In v tistem pet, pa dejte kdaj razmisliti, da tudi pojejo te ljudje, no? Ne samo, da nosijo ne vem koliko kil kovine na sebi. Me pa še zmeraj danes njen glas zelo navdušuje. No? Kaj pa te kuhne? Izraz kuhna je bil zelo z emo povezan. Vedno. RTV kuhinja. Vedno in vedno bo. Zakaj mislijo, da ima kdo neprenehoma tle in kotu in kuhalnico meni? Kaj ste kuhali, Miša? Ja, se je vse transparentno, vse so glasovi, vse. Ne. Ja. Tako da, če bi koga to res zanimalo, tudi so vsi notarski pečati zabeleženi, tako da... To je vsak ima svojega favorita, vsak za nekoga navija, mečkam so s kom tudi povezani ali prijateljsko ali sorodniško in potem, če nekdo ne zmaga, če ta ni njihov, tako je kuhna. A lahko poveva konkretno ime? Koga imate v misli? No, takrat, ko so sestre zmagale, ne? Takrat, ko je propadel glasovalni sistem na računalniški, takrat so zelo veliko govorili o kuhinji, ne? Ampak mi smo točno rekli, da če zmagovalka telefonskega glasovanja ali je neprimerna, ali se kar neprimerna, da se zboli, da se karkoli zgodi, je potem zmagovalec žirija. Zmagovalec žirije. Glasovi žirije. No, in tako so pač takrat sestre bile zmagovalke in seveda je Karmen Stavec, jo razumem, planila v jok. In Magnifico nad Patrika Grebla. Ja, cel prepir se je vnel, ampak to je bilo vse po pravilih. Če se je pa, to ni bil še naš računalniški sistem takrat, ampak smo ga najeli, mi še nismo imeli teh kapacitet in ni računal, da bo tak velik odziv in se je pač sesul in ga smo noč preživeli tukaj, ne, z notarko vred. Kako je izgledala ta noč? Grozno, ker je tam bil mojster, ki smo ga poklicali
iskal možnosti, da bi nazaj postavil glasove. Te glasovi smo mu pobegnili, ne? In smo sedeli, pili kave in gledali, bo, in na vsake toliko časa ga šli vprašati, ni, na koncu ni. Potem sestavljali besedilo za javnost, da smo zelo dobro argumentirali, zelo natančno argumentirali, kaj se je zgodilo. Potem so se pa takoj že zjutraj začeli telefonski klici novinarjev in smo bili neprenehoma opreženi. No. Je bil naporen dan. Je bilo grozno takrat. Ja. Kako pa se je to v teh garderobah, stvari, ki so se dogajale, torej s temi obračuni, joki, kaj ste pa tam naredili? To je to se je zgodilo mimo grede, garderobe so bile odprte in smo sami si že ko sta se Magnifico in Greblo Zgrebla. Ja. En tak hud odziv je bil tudi, ko sta bila Be Cool na drugem mestu. Ja. Ne, ker mislim, da sta po glasovih gledalcev zmagala, pa potem po glasovih komisije ne. In je bila spet ta... Ja, to bo vedno, in to je del. Jaz mi spomnim, da te drame so del tega glasovanja, del načina, del razburjanja, del poteka same prireditve. Ker to mene nič niti ne skrbi, niti ne žalosti, to je del tega. Ker ljudje glasujemo s čustvi, mogoče kaj v tistem trenutku popularno, ne, potem pa ta komisija. Ne. Ja. Ta komisija, Miša. Kako se te komisije določi? In kako one... Jaz že dolgo nisem povezana z EMO, ne. Tako da določi jih uredništvo, verjetno po starosti, spolu in dejavnosti, da so čim manj, kar je pri nas seveda v Sloveniji zelo težko, povezani s kom, ne? Ali sorodstveno ali kakorkoli. Zelo težko je najti, zato tudi so spoštovanje, kadar se izoblikuje žirija, ker vem, kako smo razmišljali, ki je pesem napisal, kdaj dirigiral. To vse ste mogli Ja. Okay. Pa ne sme biti iz stroke, ne, glasbene. Lahko je radijski, recimo, radijski glasbeni producent, ne more biti pa avtor, skladatelj, ne. Čeprav se je to večkrat smo menjali ta pravila. Je pa težko, izjemno težko v taki, ne, a potem se jim določ, kaj morajo oni gledati, tako, kako... Oni pogledajo vse, poslušajo vse. Jaz sem tudi takrat najprej poslušala, jaz sem samo enkrat, mislim, in potem na generalki gledam. Na generalki se pa ponavadi že ocene, da se pa že oceni. Zdaj, enkrat je bil tudi en zaplet, ko je Tinkara Kovač zmagala na Emi. In mislim, da je potem Rej pred izborom kljub prepovedi kakršnekoli objave, je to objavil, ne? Mislim, da, oziroma poslal je Tini Maze, ki je potem pesem pohvalila na takratnem Twitterju. Nekaj malega se spomnim, ne vem pa točno, zakaj je šlo. Takrat ste se vi tudi odzvali, da to ni bilo okej. Tine Maze se malo spomnim in te njene reakcije, ne spomnim se pa, kje je bil konflikt. No. Tega se pa ne spomnim. Ker je pač pred samo javno objavo, ne, je pač ona že slišala in pohvalila, ne, to bi verjetno mogla ostati. Tako je, ona je že pohvalila pesem, ki še ni bila javno objavljena. Tako. Bi jo mogli diskvalificirati? Ja, prav ni, ne, ta pravila pač so, ampak pravila so taka, da pesem še ne sme biti javno predvajana do večera, ko gre za tekmovanje. Zdaj, če pa Tina to, ki je slišala, bi pa jim morala Tinkara reči, če si slišala, potem pač ne piši in ne govori. Ja. Kaj pa plagiatorstvo? Zelo težko bova dorekli, kaj to je. Zelo težko. To je tako kot Mili Vanili, ne, ki je imel Tako je. Tukaj je matematika, koliko česa, na kakšen način, tako da tudi mi smo v referenčni skupini zelo velikokrat kaj slišali pa rekli, kaj te to spominja, ni to, pa smo si jo zavrteli pa to in si našel podobnost. Mislim, da smo dvakrat diskvalificirali. Koga? Se ne bom več spomnila, Litva,
Latvija, Litva. Neka nova država. Ampak je zelo precizno in zelo natančno je treba opredeliti, kdaj gre res za plagijat. Vsaka pesem te lahko na neko spomni, te spominjajo par taktov, ne, način, glasbeni pristop, instrumentalni. Težko je pa reči točno, pravim, to pa je zelo po zakonih, po matematiki gre. Ne. En primer, mislim, da je pri nas bil, ko je bil Alenka Godec, mislim, da je Klinar napisal, pesem je bila Hočem stran, ker je bil Basement Jacks, tale Good Luck. Je bil takrat en mini zaplet, da ne bi bilo nekaj podobnega, tako in pa je bila malo Alenka, mislim, da ni celo hotela nekaj nastopati takrat, ampak je pol vendarle šla na oder, ker je bil nek v ozadju delček. Ja, saj je tega je zelo veliko, ampak jaz ne jezim se na to, če te malo spominja kakšna pesem na kakšno drugo. Ker toliko, strašno so si podobne. Ne. To je že rekel, mislim, da Nikica Kalođera, nemojte pisati nepoznatih stvari. Torej piš to, kar se že malo ve, kar ima že v ušesu. A so kdaj k vam hodili lobirati kakšni glasbeniki, da so pa pritiskali na vas? Ne, kar se tiče Eme in tega ne, kar se tiče kakšnega nastopa, kdaj v kakšni oddaji, pa kdo kaj poklical. Pa jaz nič ne vem, mislim. Ko ste pač vi vodili svoje oddaje, to zdaj govorite? In jaz nemam nič proti, meni se je zdelo tudi prav, zakaj pa ne. Zelo spoštovala sem, da en človek ima pogum in reče, jaz bi pa bil rad, ne, a je mogoče kakšna možnost, da bi bil jaz tudi gost v oddaji. To se mi zdi pa včasih prav, ker koga celo pozabiš, na kakšnega kar pozabiš. Ampak ko ste bila urednica razvedrilnega programa na RTV-ju, ne, pa so bile te Eme, recimo, nobeni nikoli klical ali pa kaj za nasvet vprašal? Tudi to ne, da bi recimo nekdo rekel, nekaj sem pripravil, a bi lahko vi prej slišali, nikoli. To se mi zdi pa lepo, ne, ker to je v bistvu eno spoštovanje. To se mi zdi dobro. Kar pomeni, da cenijo neko funkcijo oziroma človeka, ki je na tej funkciji. No. Kaj pa je bilo pomembno pri prireditvi Ema? Ker ste jo vodili tudi, ustvarjali, soustvarjali, kaj je bilo za vas vedno pomembno, kaj je bilo dober ta predizbor? Zelo pomembna je bila dramaturgija, torej potek, da si šel lepo proti vrhu, da si vedel, kdaj zaključiti, da je bila ta dinamika, predvidena dinamika, ki smo jo tudi scenaristično večkrat prilagajali, da ni bilo linearno ali pa da ni prehitro padlo. Pomembno se mi je zdelo, da gre med ljudi, recimo tako, kot je bilo na Gospodarskem razstavišču. Zdi se mi, da taka prireditev sodi med ljudi. Dobro, razumem, ne, najem Gospodarskega razstavišča ali kakšnega drugega prizorišča stane, ne, to je spet denar, ampak v studiu je to potem bolj kot neka zaprta konzerva, ne, čeprav spet samo gledamo in na ekranu je pa potem to čisto dobro, ne. Ampak vidiš pa tudi verjetno za izvajalce je veliko bolje, da pojejo tam ljudem, ki že sedijo v prvih vrstah, ki jim zaploskajo, ki pričakujejo. Meni je zelo pomembna ta povezanost odra z občinstvom. No. Kaj pa je zbor voditeljev? Takrat smo imeli res tako en krasen par, Bernardo in Petra Polesa. To se mi je zdelo zelo dobro, ker sta se krasno ujela in razumela, rada sta se imela in to je ta kemična privlačnost, ki jo tudi, vem, da so na Finskem, ko je bilo tekmovanje za pesem Evrovizija v Helsinkih, smo imeli takrat sestanek, ko so nam pokazali različne pare. In smo potem tudi mi ocenjevali, kater par najbolje med seboj funkcionira in tudi oni so med sabo, oni so med njimi iskali to kemično privlačnost in na ta način tudi zbirali. In to se mi zdi zelo pomembno. Pri nas nikdar nismo na ta način razmišljali, ampak prav pri Berni in Petru sem videla, kako dober par sta. Mogoče še kakšni drugi, vem, da je bil... Kakšni so pač zelo svoj pečat pustili kot voditelji, ne?
ki so pač tudi kakšen svoj osebni karakter so dali. Ja, to je zelo pomembno. To je zelo pomembno. Meni je bila tudi všeč takrat, ko je bila Jugoslavija, ko je Tajda Lekše vodila. Slakonja recimo imel. Slakona je bil tudi imeniten, no. Ja. Tudi imeniten, boljši kot pevec. Meni je žal. Ja. Meni je žal, da je šel s to pesmijo na Eurosong, zato ker ga zelo občudujem, ne. Ker je krasen imitator, ker je dober igralec, ker je zelo, zelo izjemno umetnik je, ne. S to pesmijo pa ni tega pokazal v taki moči, kot smo pričakovali. Mi je bilo žal, zanj mi je bilo žal. Kaj pa recimo Raven, ne? Včasih se mi zdi, da ona je potem dobila še eno priložnost, recimo temu, ne. Pa je mogoče kakšna prejšnja pesem boljša, recimo, ne. Pa Presoklič, mislim, da se je tudi tako zgodila, Ja. takrat je bila epidemija, ne. Ja. To so kot neki To so bile zelo posebne pesmi, Ja. ker sta tudi posebni izvajalki, Ja. ne. Vsaka zase je zelo, zelo drugačna, obe malo misteriozni, malo skrivnostni, obe z dobrim glasom, no. Pa spet mogoče nobena od njiju z najboljšo pesmijo. Ne. Raven je, mislim, obe sta mi zelo zanimivi. Sokličeva tudi zaradi tega basa in tega malo tudi džezovskega nastavka. Raven pa jih tako lahko poje karkoli. To je pa njen razpon je pa božanski. A mislite, da bi lahko Rok, Žlindra in Kalamari še enkrat zmagali na Emi? Ja, bi lahko, ja. Ja. Mislim, da bi skoraj zdajle vsak dan lažji. Duo Platin, Poroka. Ja, Bog pomagi, no, tam sta si jo zaželila in tam sta jo izpeljala in meni je všeč, da sta še vedno srečno poročena. Kaj ne rečem, fino sta zbrala, lepo sta to, ne, mašnico zavezala in še danes, evo, ko pribito. Lepo. Kjer se vam zdi tak poseben nastop? Zdaj, dosti se je omenja recimo Zala, Kralj in Gašper. Takrat, ko smo to gledali, smo bili... Meni absolutno zanimiv nastop, všeč mi je pesem, samo razumela nisem nič. Jaz bi rada razumela črke. Ničesar nisem razumela. Drugače melodija sama, pa ta eterika mi je bila zelo blizu. Ampak čist nobene besede nisem, vse je bilo zabomljano. Ničesar nisem razumela. Omar Naber? Omar Naber je eden tistih, oprosti Omar, ki je bil zelo velik na stranišču. Ampak lahko da je kaj takega pojedel, jaz vem, da ga 3 dni ni bilo, je bil zelo bogi, no, je bil zelo soba WC, no. Ampak drugače pa dober glas, suveren nastop, je bil suveren na odru. Je pa res imel, zdaj mislim, da ki je bil ta drugič, on je bil 2-krat, da je imel enkrat, so ga prebavne motnje zelo izdale, no. Karmen Stavec, ki smo jo že omenjali, Lep poletni dan. Jah, to pa zdaj, tako se je zgodilo, ne, tako so zbrali, ampak to ni pesem. Brez besed, to ni meni všeč, no. To je ena taka lahkotna, kaj je to, lahkotna, kaj? Ne vem, to ne znam povedati, mi ni, no. Tle ni nobene moči, tle ni kaj dosti zapovedati, ni kaj dosti z glasom se zaigrati, besedilo je skromno. Taka ena taka poletna, malo kratkotrajna uspešnica. Vili Resnik? Vili Naj Resnik, bogovi slišijo. izjemen vokalist, zelo dober glas. On je pa zanimivo, ne, mi smo pred njegovim nastopom dobivali točke, ta višje točke in sploh vse točke Hrvaška, Makedonija, Bosna in Hercegovina. Vili je bil prvi, ki je dobil od Irske. Kar pomeni, ne, Irci cenijo pevce dobre. pevce in balade. Balade. In čeprav je takrat rezultat zdrsnil, ki je bil on, je pa dobil prve točke izven teh mediteranskih držav in naših bivših sosed. Je pa njegove predstavitve
na tiskovnih konferencah in privatnih nastopih, on je vztrajal do 2-3 zjutraj, je zabaval, na klavir se povzpel, izjemanje. Se to še zdaj v bistvu počne, ja, ne? Zabavljač. Prav priznam. Dober. Bi ga povabila, da ti nastopa na rojstnem dnevu? Ja, komot. Jaz bi imel malo repertoarček zbrala, glas ma pogličen. Pa rečem, koga od teh, ki so nas zastopali na Evroviziji, pa bi povabili na svojo zabavo? Pa saj meni so vsi blizu, ker smo se tudi dobro razumeli. Tako da ne vem, če bi koga izključila, no. Mogoče bi dala Carmen med back vokaliste. Ne, pa ta pesem mi res ni, no. Alenka Gotar, Cvet z juga. Ja, no. Ta pristop, ko malo mešaš pop pa opero, to meni ni blizu. Jaz vedno rečem, operna hiša je tam, ne. Čeprav je tudi letos, ne, če boste videli, če boste spremljali, zelo veliko opernega pristopa tudi. Kar nekaj 3-4 skušajo s temi visokimi, dobrimi glasovi. Dobro je odpela, odlično je odpela, ampak spet bom rekel, ta mešanca mene ne šokira, ni dovolj, če nekdo zelo visoko, če ima dober visoki C, zame ni dovolj, da bi sprejela celo skladbo. Reban je malo s tem koketirala, ne? Tudi. Ker tudi ona je solo petje. Tudi ima pa drugo barvo. Ona ima pa malo drugo barvo in mi je mogoče malo bliže. Ja. Mariah, Here for You. Mariah je to z zanimivim glasom, malo grlenim odpela, tudi zelo profesionalna. Nima kakšnih presežkov ta pesem, ampak ne morem ji pa očitati, da jo je slabo predstavila, dobro jo je predstavila. Ja. Darja Švajgl, prisluhni mi. Odlično. To je kristalen glas. Je pa svojevrstno dramo naredila Lea Sirk, Hvala ne, Ja. ko se je ustavilo na odru in smo se vsi ustavili. Tako je, ampak ona je pa tista, ki jo daš na oder in te ni strah zanjo. Ona ima tako moč, tako energijo, vse rečem, ne, ampak ko pa gre gor, je pa 100-odstotna. Dobra je in tak je tudi njen temperament primorski. Ja, taka fina, zabavna punca je. In zadnji, ki je prvi, NX Band, Tih deževen dan. To nam bo pa vedno v spominu, zaradi tega, ker je bila to naša prva skladba kot samostojna Slovenija, mislim, da je bilo 93. Pesem je zelo spevna, mogoče mi je zdaj celo bolj kot takrat. Zdaj mi je mogoče, jo je ta prah nostalgije nekako zlatom obarval in mi je ta pesem veliko bliže kot takrat, ko sem je bila malo premehka. Malo je bila taka Beatles, jaz imam pa bolj rada Rollinge. In se mi je zdela malo premehka, zdaj mi je pa zelo simpatična. In tudi Cole je en imeniten, krasen človek. No. Bi še kdaj vodila Emo? Z veseljem. Veseljem. Kako pa je bilo, ko ste jo z Ulo vodili? Ni Ula je sama vodila, skupaj nismo nikoli. Niste bili v enem trenutku? Ne, jaz sem takrat v žiriji, po moje. Ne, skupaj nismo vodili. Kakšen nasvet, takrat si ji dala ali karkoli? Ja ne, starši ne morajo dati svojim otrokom. Ne, lahko daš komarkoli. Otroku ne, ker se hoče od tebe odmakniti. Otrok noče delati tako, kot ti mama ali pa tako, kot ti oče, ampak hoče delati po svoje. Z leti se da o tem pogovarjati. Takrat nič me ni vprašala, jaz nisem nič svetovala, nič. Pa kako pa vama je bilo kaj nelagodja takrat? Ali ker... Meni se je zdela odlična, ker je imela ogromno dela, ker je istočasno bila na odru in tudi v green roomu z izvajalci. Kar se mene tiče, jaz sem samo obleko zelo skritizirala. Ostalo sem ji čestitala, oblekla jo je pa tako zelo nerodno. Meni se zdi Eurosong nekaj takega ali zelo veličastnega, da je glamur, če gre za Eurosong. Če pa Eva je pa lahko tudi glamur ali pa nekaj mladostniškega, igrivega, ala Blazer, Elton John, barve, blišč. Ona je imela pa eno tako oblekco, kada bi šla na vogal vijolice prodajati, ko prodajalka vijolic. Zelo mi ni bilo všeč. Verjetno je hvaležna za to mnenje. Navdušena. Kaj ne še rečeva? Evrovizijo torej letos. Ja, to je že drug teden, a ne? Ja.
Ja, jaz bom nekje najdla pa gledala, nekje že, ali pa za nazaj. Imam tudi favoritka, dve. Kere pa? Finska, Francija. Te dve bomo videli. Franciji nikak ne uspe, ne? Franciji ne uspe, pesem je dobra, Finska je pa zanimiva samo zaradi tega, ker ima zelo močno navzočo violino. In je zelo je umetniško, tako zelo je impresivno. No, bomo videli, če bo Ja. kera od teh, Ja, ali pa teh, ki smo jih omenjali. tako je. Hvala, Miša. Hvala, Katja, vam. Z veseljem.